Lep in prijazen dan želim iz Dunaja. Natančneje nahajam se v bližini mesta Dunaj, v kraju Oberlau. In tukaj vidite en zanimiv, res mogočen park, kjer je videti številne lipe. Pojdimo bližje, da slišite čebele, kako pridno garajo. In tukaj je sprehajalna pot po parku, v dolini pa se nahaja, da boste verjeli, pravo kopališče. Park je zanimiv tudi zato, ker v njem veliko počivališč, ležišč, kjer v bistvu lahko prihajajo sem Dunajčani in se seveda tu brez skrbi posončijo. No, tako imajo pripravljene mize tam v daljavi in tukaj vidite takšno ležišče, jih čaka, če pridejo sem in se želijo po sprehajanju nekoliko spočiti. No, pa pojdimo mi naprej, da ne bomo motili tisti, ki ne ležijo tukaj. Zanimivo je, da tudi veliko različnih ostalih počivališč, kot so klopi in pa seveda različna naslonjala, ki jih v bistvu lahko uporabite za to, da se v bistvu spočijete, če ste se odločili za park. No, pojdimo naprej. Zdaj slišite gospo, ki res govori nemško, torej ni nič iz naših krajev, ampak je iz Dunaja. No, še ena lipa, poglejte dole, kako je bila letos neverjetno polna. Poglejte dole, pa pojdimo bližje, poglejte, a je lipa? Je, seveda je pravcata lipa. In Brdavs bi tukaj bil težave, če bi prišel Krpan do njega. No, pa pojdimo naprej. Park so ustanovili in nato zgradili ob njem terme, da bi lahko Dunajčani, ki pač ne premorejo veliko sredstev ali pa se želijo mira ob koncu tedna, to dosegli z podzemno železnico U1, ki vas neposredno iz centra mesta, iz središča mesta, natančno iz Štefanijevega trga, po 9 postajah pripelje na to področje. In vi se na to mirno tukaj sprehajate in uživate v tem okolju. Zanimivo. Pojdimo še tu, poglejmo eno stvar. No, to so, vidite, klopi, koliko jih hočete. In zdaj bom pokazal še razen klopi tudi stvari, ki so pomembne za to, da v bistvu še ljudje, ki pridejo iz središča mesta, lahko nekoliko počijejo, ko so seveda malenko že zmatrani. No, to je ta pogled. Vidite, da vam ne lažem. Vidite, nikogar ni in nikogaršnje tudi. No, to je bil kratek utrinek iz parka, ki v bistvu ima tudi različne dodatke. Japonski park imajo. Torej, res nekaj enkratnega, če v bistvu želite spočiti svoje od dela
zmatrano telo. Dokaz, da je to res Dunajsko, tole posebni znak mesta Dunaj. Spoštovani, gremo naprej. To je ta park, porečemo reševalna tabla za park, ki se imenuje Kurpark Oberlau. In zanimivo, spodaj imate napise. Ne smete sem z avtomobili, ne smete tukaj tekati, ne smete se tukaj s kolesi voziti, ne smete tukaj uporabljati kotalke, ne smete pobirati rože, ne smete strašiti ptice, ne smete seveda voziti sem pse, ker vas to stane po streli 50 €. Imate pa na voljo različne dopolnilne stvari, kot so igrala in seveda kot so fitness območja, pa sprehajalne poti in seveda marsikaj, kar je pomembno za to, da se v bistvu lahko v praktično neposrednem središču mesta rekreirate. In na to se odpeljete, kot rečeno, z železnico U1 nazaj v središče mesta. No, pa pojdimo naprej. Tu je še ena naša lipa, brdavsa ne vidim, krpana tudi ne. Pa še ena, poglejte tole. Zanimivo je, da je v tem parku neverjetno število lip. Urejeno, čisto, kot vidite, nikjer smeti. Ta smetišča, ki jih vidite tukaj, imajo označbo, kam morate poslati na mesto sporočilo, če bi morda našli kakšno umazanijo ali odpadke. Da pokažem pobliže. Številka jo vidite, 01 4080 42. No, pa pojdimo naprej. No, pa pojdimo tudi mi se nekoliko spočiti po tem napornem sprehajanju, po tem tako velikem in urejenem parku. Tudi tukaj, ko vidite, so nam pristojni iz mesta pustili imenovane državnike, da se mi lepo lahko vležemo, spočijemo. Poglejte tole, da je to res. No pa dajmo pogledati. Tako. Tole se usedem. Nekoliko svoje stare kosti premaknem in lepo počivam in uživam. Imam seveda, ponujam obljubljeno zanimivo stanje v, kot pravijo, tem res zanimivem parku blizu mestnega središča Dunaj, na katerega se, kot rečeno, že drugič lahko pripeljete, in sicer z podzemno železnico številka U1 Štefanplatz Oberlau, grobe rečeno. In tule, kot vidite, ni nobenega, torej bi lahko nekdo prišel in tudi sedel. No in seveda po počivanja dovolj in gremo naprej. No, da je res vse naravno, se sprehodimo nekoliko ob tej tako imenovani mini reki ali potoku, bolje rečeno, da smo natančni, da ne bomo pretiravali, ki pa nas seveda popelje v zanimivo področje. In sicer, gledajte tole, prej je zletela naša zanimiva
ptica, ki jih je treba paziti, jih ne strašiti. Tako se piše v oni tabli, ki sem jo prej pokazal. Tole poglejte, moramo biti mirni. Res nekaj posebnega. Mirno se tukaj lahko spočijete po napornem dnevu ali po napornem tednu. Če pa poskrbijo še za vas. Poglejte, še ena ptiča. Moram biti tih, da ne bom prestrašil. Glejte jo. Glejte jo zdaj. Glejte. Tukaj. Vidite race. Pa manjše race. Poglejte. Glejte. Glejte tole. Ne smemo nič storiti, da jih ne bi smotili. Poglejte tole. Res. In v tem delu uživajo te race in te ptice, ki jih vidite tukaj. Glejte. Glejte. Lepo. Nekaj. Vse je prepuščeno naravi, da ustvarja svojo uravnavanje, ki je pomembno, da ptice živijo v enkratnem in urejenem okolju. No, vidite, še ena zanimivost, bom pokazal, poglejte to gobo. Vidite, in tamle dorečeno raco. Šel sem pa po tej poti in gremo naprej. No, svoj posnetek bom zaključil tukaj, v tem zanimivem, naravnem in enkratnem okolju. Poglejte tole, številne sprehajalne poti, mir, tišina, vse urejeno in tudi to najdete v mestu, ki je najbolj prijazno svojemu prebivalstvu, oziroma kot pravijo meščanom. Lepo se imejte in nasvidenje.